En prav lep novoletni pozdrav. 2024 se je začelo. Nekaj mojih razmišljanj za leto 2024, kaj menim, in pa opažanj za leto 2023 oziroma tale prehod. Zdaj, če bi radi mintali Ksen, danes je super, ker je novo leto in tradicionalno v bistvu v teh prazničnih dneh je gvaj zelo majhen. Seveda to govorim o Ethereum omrežju, ki je trenutno še drugo največje omrežje. Moje osebno mišljenje, zdaj to, kar povem, je moje osebno mišljenje in pa moje opažanja, kako pa kaj. Zdaj opažam, sledim ljudem, ki so zelo uspešni vlagatelji, in trend se je pojavil tak zelo močan, in sicer so zdaj pred novim letom dejansko velikih je prodali ali čisto vse delnice, pa tudi kripto, ali pa vsaj veliko večino, ne. Zdaj, kaj delajo? V bistvu varčujejo denar oziroma nabrali so si denar, tudi nepremičnine prodajajo, dejansko jih prodajajo, in podjetja in tako, v glavnem, zdaj so si nabrali denar v dolarjih, poudarjam, v dolarjih, torej če želite imeti neko rezervo za krizne čase, ko boste hoteli kupiti sredstva, pride do zelo, zelo poceni do kripta ali nepremičnin ali delnic ali karkoli boste hoteli, se pravi do sredstev, ki vam bodo pasivne prihodke nosili, potem se splača zdajle varčevati v dolarjih. Tudi če nimate zelo veliko denarja, tudi če ga imate malo, bi bilo morda, zdaj to ni nasvet, ampak moje razmišljanje bi bilo morda, ker recimo jaz si nalagam nekaj v dolarjih in odkar to počnem, je dolar že napram evru precej zrastel in že tukaj v bistvu imam profit, a ne. Tako da evru ne zaupam, evro ne bo preživel po mojem mišljenju, ne me poslušati, ampak pa sami presodite, ampak to je pač moje mišljenje in moje opažanje, a ne. Zdaj, za leto 2024, kaj se bo verjetno se pripravlja nekaj dosti velikega, če veliki vlagatelji zdaj izstopajo s trga ven, pomeni, da se pripravljajo na velike padce, na velik padec, kjer bodo pokupili vse. Oni bodo imeli dolarje in bodo pokupili vse, kar pač njim ustreza, ne. Tako da malo razmislite, kaj se vam pač zdi, ne. V glavnem jaz zdaj trenutno menim, da preživel bo zagotovo Bitcoin pa njegova mreža, po mojem mišljenju, to ni zdaj 100%, ne to jemati kot neko prerokbo. V glavnem, jaz mislim, da Bitcoin bo, zaradi tega, ker je Jack Levine naredil BRC20 kovance, oziroma kovance, pač naredil je mrežo oziroma ordinalse, kjer je s čimer je on naredil Bitcoin uporaben. Se lahko z Bitcoina zdaj dela tako kot Ethereum, a ne, in poskuša povezati tudi Ethereum mrežo, združiti Ethereum mrežo z Bitcoin mrežo, sicer vprašanje, kako bo to šlo. Ethereumovci in Bitcoinovci se nekako med sabo ne marajo, ne hodijo drug drugemu na mrežo, več ali manj, ampak je smiselno in v bistvu nekako približno oboje tudi upoštevati eno in drugo, a ne. Zdaj, Ethereum mreža se slabša napram Bitcoin mreži trenutno, je pa bilo ravno obratno pred časom prejšnjem letu 2023 so se stvari obračale v prid Ethereuma, zdaj se pa obračajo v prid Bitcoina oziroma Bitcoin mreže. Še vedno je večina kapitala v Bitcoinu, to je zelo zgovorno, tudi mreža je dosti v redu,
je zanesljiva. Jaz na Bitcoin mreži nikoli ničesar nisem izgubila ali pa bila shekana ali kakorkoli. Na Ethereumu pa kar naprej, a ne. To je pa v bistvu res zelo veliko lukenj, tako da nisem navdušena nad to mrežo. Xen je na tej mreži in Xen je tudi na Bitcoin mreži, tako da se lahko odločite, na kateri mreži boste. Imate pa še druge mreže, ki so pa manjše, pa jaz mislim, da vprašanje, če bodo preživele glede na krize, glede na to, da imajo dosti malo uporabnikov, ni prav veliko uporabnikov, ne, kljub temu, da so te mreže kar kopirale, nekatere so kopirale pač Ethereum, ne. Zdaj nastaja Xen mreža X1, Jack Lavin jo dela, zdaj vmes je prišlo do neke manjše težave, nekdo mu je pač Kitajska se hitro razvija, Kitajci so mu z neke pač njihove privatne mreže so mu nekako spulali zadevo in razvijajo oni, tako da zdaj je Jack šel v neko svojo smer. Vse stvari so za nekaj dobre, to je normalno, to je v redu, v bistvu tako da stvari se razvijajo, ni obljubil, kdaj bo ta mreža, ampak jaz osebno verjamem, da vse napake, ki so na Bitcoin mreži, na Ethereum mreži, na ostalih mrežah, se tukaj bodo popravile. Seveda se bodo v prihodnosti kazale tudi druge napake, ki jih še nihče ni odkril, še nihče ne ve, ker to so nove tehnologije. In zdaj Xen pa ta mreža, pa to je meni všeč zaradi tega, ker stvari so zastonj, dejansko vlagaš samo za fije in za transakcije. Ostale stvari pač več ali manj ti ni treba kupovati, ne, nekako mintaš in energijo porabiš, energijo dolarja za to, da narediš nov denar. Dejansko narediš nov denar, neke vrste, a ne, kak Xen po mojem nekoč bi znal biti denar, a ne. Meni osebno je cilj samo imeti ga čim več. Jaz sem ga zdaj imela kar nekaj za Climate in sem ga dobila zelo veliko in vedno imam profit, nikoli nimam izgube pri temu. Sem res zadovoljna, stvari delujejo pravilno, odlično, brez težav. Na Proof of Work, Ethereum Proof of Work mreži imam batch minte, to je po 40 denarnic hkrati, pa tako, ker je toliko poceni, a ne, pač za $1 fijev imam že celo 2 leti že delam s tem na tej mreži, pa nisem še porabila teh fijev za, ne vem, pač mislim, da sem za $14 kupila, pa zdaj sem $1 ali pa 2 porabila, ne več, a ne. Medtem ko na Ethereum mreži Proof of Stake sem porabila zelo veliko denarja za to. Na Bitcoin mrežo ne poznam toliko dobro in bom pa šla zdaj počasi tudi na njo, a ne. Ampak jaz čakam, v bistvu čakam, da začnejo veliki vlagatelji vlagati in takrat bom začela tudi jaz, a ne, bom vedela, da je to dno in da je kriza na dnu in da se zdaj splača zadeve ali kupovati ali vlagati ali kakorkoli. Samo mintanje imam pa skozi, no. To skozi se zdaj še 7 let, 6 pa pol, nekaj takega, in se bo splačalo, zdaj Xena se ne splača kupovati, zdaj ne. Mogoče takrat, ko bo šlo vse navzdol oziroma pač bo zelo nizko, takrat se bo splačalo. V bistvu jaz bom sigurno Bitcoin, morda kaj, ne vem, Ethereum, Bitcoin sigurno, zagotovo, Xen, morda še kakšne NFT-je, kaj takega, ne, bom poskusila, tako da ostalo pa zaenkrat sem rekla, ne bom, dokler ne vidim, kaj bo tisto, kar bo preživelo, a ne. Tako da to je zaenkrat to, 2024, v bistvu gledajte moje videe, če želite pač delati na sebi, sproti bom obveščala, kakor bom lahko, kaj dogaja in vas vabim, da
mi sledite, všečkajte, lajkajte, zvončka kliknite spodaj, kar pomeni, da boste videli vedno, kdaj objavljam videe. Zdaj jih bo verjetno vedno več, tudi knjige sem začela pisati, tako da boste imeli absolutno vse pri roki, vključno z mano, ki me lahko najamete, da za svoj uspeh, za napredek in pa uspeh. Tako da jaz vam želim zdaj 2024 sem tukajle objavila zadaj, je takole zmajček, zmajevo leto po Kitajskem in to leto sem šla brati zelo zanimivo leto lomljenja starih stvari in sprejemanja novega, tehnologija, finance, v bistvu stvari se bi morale prelomiti. Zdaj, če to bo res, bomo videli, ker smo mislili, da leta 2023 to bo, pa še ni se čisto vse polomilo pa zlomilo, ampak leto 2024 pa kar kaže na to, da se bodo zadeve obrnile in sistemi in vse ostalo, Zdaj, jaz v X1 mrežo zaupam, verjamem, zaradi tega, ker vem, da bo pravična, zagotovo, da bomo vsi enaki in da ne bo nas ljudje, pač dosti varna bo zagotovo in nas ne bojo drugi neki napadali pa ven jemali naš težko prislužen denar in ga k sebi vlekli, Zato je kripto, to so prvi principi kripta, da smo samooskrbni, varni, da nam drugi ne jemljejo v bistvu pač našega zaslužka ali pa denarja, ki smo ga ustvarjali, obrnili ali pa pametno pač vložili, Tako da podprite pač te nove tehnologije, sicer ne vlagati pač svojih življenjskih prihrankov, ampak samo tisto, kar lahko pogrešate in izgubite. Srečno novo leto, vse dobro v tem letu, obilo financ in zdravja in pa vsekakor vam želim, da postanete srečni, bogati, zadovoljni in da lahko osrečite tudi druge. Srečno.